Papež Frančišek je prispel v Jordanijo, kjer ga je sprejel princ Ganci. Gre za njegovo drugo mednarodno potovanje v času dobrega leta papeževanja in prvo potovanje, ki ga je sam načrtoval. Spomnimo, da je potovanje v Brazilijo ob svetovnem dnevu mladih načrtoval njegov predhodnik, papež Benedikt XVI. Papež je na jordanska tla prispel malo pred 12. uro. Jordanija je tako postala prva država na svetu, ki so jo v zadnjih 50 letih obiskali kar 4 papeži. Na letališču ga je v imenu kralja Abdullaha II. Sprejel jordanski princ, kateremu se je sveti oče želel zahvaliti za njihova prizadevanja na področju medverskega dialoga in za njihovo delo za mir na Bližnjem vzhodu, tako v Siriji kot v Iraku, Egiptu, Izraelu in Palestini. Jordanija je kljub težki ekonomski situaciji sprejela skoraj 2 milijona sirskih beguncev, predvsem pa je papež v Jordanijo prispel, da bi v veri potrdil majhno krščansko skupnost. Papež je zatem odpotoval v predsedniško palačo, kjer ga je po kratki slovesnosti sprejel kralj Abdullah z družino. Približno 70 novinarjem, ki so ga spremljali na letalu, je papež Frančišek dejal takole: "To bo zelo zahtevno potovanje, tudi za vas. Morali boste gledati, pisati, misliti, delati veliko stvari. Hvala vam, molil bom za vas." Povedal jim je še, da bo na njihova vprašanja odgovarjal na poti nazaj. Slovesnost ob sprejemu je potekala v kraljevi palači v Amanu, udeležilo pa se je približno 300 predstavnikov jordanskih oblasti. Kralj Abdullah se je spomnil obiskov Pavla VI., Janeza Pavla II. In Benedikta XVI. V Jordaniji ter poudaril prizadevanja države za medverski dialog. Temu je pozornost v svojem prvem nagovoru namenil tudi papež Frančišek, ki se je poleg tega spomnil še jordanske radodarnosti pri sprejemanju beguncev in prispevka kristjanov, predvsem na vzgojnem in zdravstvenem področju. Ob tem je izrazil upanje, da bi tudi drugje po Bližnjem vzhodu in po svetu tako spoštovali versko svobodo kot v Jordaniji. Jordanija radodarno sprejema veliko število palestinskih, iraških in sirskih beguncev. Takšen sprejem si zasluži spoštovanje in podporo mednarodne skupnosti, je dejal papež Frančišek.